Zakaj se moraš gibati vsak dan? Tako zelo provokativno vprašanje, kaj ne? Ker se vem, ne da se nam vsak dan, ne da se nam vsak dan v telovadnico, ne da se nam vsak dan na sprehod. Raje bi bili doma, raje bi bili na kavču, ob kakšni dobri knjigi, kjerkoli že, ampak Mojca z vami, Lavitas, Vitas Energy. Ja, zopet vas nekaj sprašujem, ker se mi zdi zelo, zelo pomembno vprašanje, zakaj se moramo gibati vsak dan. Veliko je nekih zakajev, še več je zatojev. Tako da mogoče je par iztočnic, ker delam že ogromno let v gibanju, točno vem, kaj gibanje prinese. Gibanje prinese fleksibilnost, gibanje prinese pretočnost energije, gibanje prinese svežo energijo, gibanje prinese veselje, radost, navdušenje, nove, sveže ideje, marsikaj med gibanjem ali po gibanju zaznavamo drugače. Smo bolj pozitivni, dvigne se nam razpoloženje, bolj smo vezani sami s sabo in tako lahko se povezujemo tudi z drugim, smo bolj odprti. Zato vas pozivam, da se gibajte vsak dan. Lahko se gibate vsak dan drugače. En dan greste recimo na sprehod, drugi dan se raztegujete, tretji dan naredite nepar vajc za moč, četrti dan lahko greste recimo na eno malce bolj hitro hojo, tako da majčkeno poženete tisto pumpo in da se telo preznoji in odvrže tiste toksine, ki jih pač dobivamo skozi zrak, skozi hrano in te stvari. Res vas pozivam, dejte se gibati vsak dan, ne vem, za vikend, pejte v gore, da bo nekaj drugač, ne rabite skozi telovadnice hoditi, ne rabite skozi na fitness hoditi, dejte si, ne vem, ko zdaj pozimi sicer pač ni teh poletnih zadev, ampak poleti, pejte na kolo, pejte na rolerje, pejte na tenis, badminton, toliko je enih stvari, sicer zdaj pozimi tudi lahko gremo, na tenis pa badminton pač v zaprt prostor, kar nekomu je všeč, nekomu pa pač ni. Pa pejte pol večkrat v naravo na sprehod. Pa enkrat pejte bolj easy, drugič pejte malo hitrejš in imate spet drugač. Da ni skozi isto, da ni tisto monotono, ampak da si vsak dan naredite nekaj drugače. Enkrat telovadite, ne vem, na stolu, naredite nepar sklec, dvignete nogo, ne vem, ful je različic, drugič telovate na fleksu. Tako da, ne vem, tretjič se sprostite, lahko tudi v naravi na štoru. Ne rabite se zdaj noter sproščati, če imate dan za sproščanje. Lahko greste ven, pa se usedete na en štor, zaprete oči, se lepo prepustite sončku in samo dihate. Tudi to je del procesa gibanja, pač je tisto pasivno, bom rekla, pogibanje, ki ga tudi rabimo. Ni samo gibanje to, da smo skozi v zagonu in skozi nekaj delamo, ampak je v bistvu zelo široko je to gibanje. Imamo v bistvu predpripravo, imamo ogrevanje, imamo stretching, imamo v bistvu malo bolj harš varianto, da poženemo pumpo, drugič imamo samo čist easy way, tretjič pa spet imamo samo relax. Tudi to telo potrebuje, definitivno. Tako da dajte si majčkeno vzeti na znanje, malo premislite o teh stvareh, kaj bi lahko še dodali, kaj lahko še spremenite in se tudi potem spremljajte, kakšno imate vzdušje
oziroma kaj čutite v sebi in kako odreagirate potem na zunanji svet. Koliko ste bolj mirni, koliko lažje sprejemate dnevne izzive, brez nekih hudovanj, jeze in žalosti, ne vem česa, ker vas res gibanje dviguje. Dvigne vam energijo in dvigne vam razpoloženje. Tako da resnično vas povabim na enostavno razmišljanje o gibanju. Če želite pri tem kakšno pomoč, seveda dobrodošli v moj Lavitas tempelj. Tu se res dogajajo čudovite stvari, od gibanja, sproščanja, raztegovanja, vse zajemamo. Vadba Vitas Energy ima tako ali tako čist vse aspekte, torej dihanje, ogrevanje, vaje za notranjo moč in stretching in sprostitev. Vse dobite v eni uri, tako da res lahko pridete poskusiti na brezplačno poskusno gibalno uro, vas povabim. Pišite mi na info@lavitas.si in se dogovorimo za termin, kdaj lahko pridete. Takole, uživajte vsak dan, gibajte se vsak dan in upam, da se vidimo. Vitas, živijo!